Poligon v poslovni coni Tezno se bo nekoliko razlikoval od tistega v Vranskem, se bo namenjen tudi šolam vožnje oziroma kandidatom za vozniško dovoljenje, katerim bo predstavljal prvi in predvsem varen stik s prometno infrastrukturo. Vem, da poligon zdaj že je, ampak za vozila A in B ter F kategorije, zdaj bomo pa to zgodbo še nadaljevali in razširili. Od jeseni bo na poligonu tako mogoče izkušnje nabirati tudi za večja motorna vozila, kot so avtobusi, tovornjaki in priklopniki, saj se bo trenutni poligon občutno povečal. Celo območje je veliko 4,5 hektarja. Vendar gre tukaj za sožitje z Kramerskim sejmom, ki bo dejavnost na tem območju še ohranil ob nedeljah. Tako da 10.000 kvadratnih metrov nekje imamo že zdaj, vse ostalo bomo pa razširili. Takšen poligon šole vožnje v Mariboru nujno potrebujejo. Ja, poligon je ena izmed osnov delovanja šole vožnje. Seveda so avtošole oziroma šole vožnje do sedaj, ko nismo imeli poligona enotnega, vsaka na svoji neprometni površini izvajala te predpisane vaje, ki so pač seveda tudi sestavni del kasneje vozniškega izpita. In tak poligon prinese dosti več pozitivnih stvari, tako za šolo vožnje, delovanje, usposabljanje kandidatov, kot tudi za same kandidate, kjer se lahko dosti več naučijo. Po predpisih je namreč vsaka šola vožnje morala imeti neko neprometno površino, na kateri so uvajali kandidate za vozniško dovoljenje. To je dosti premalo bilo za kvalitetno usposabljanje in tak poligon bo lahko pripravil nivo znanja in pa kvaliteto usposabljanja na dosti večji nivo. Seveda še ob tem, ko bo se povečal na tudi više kategorije, bo to ena taka celota, ki bi jo že zdavnaj morali imeti v Mariboru. Poligon bo tako zajemal asfaltirano površino, cestišče z krožišči, križišči, odzemi prednosti s slepimi ulicami, z klančino, torej da bodo lahko vadili vsi vzpeljevanje v klanec. Tudi mislim, da se semaforizirano, prometni znaki bodo postavljeni. Nov poligon bo investicija poslovne cone Tezno, zato bo za uporabo potrebno plačevati določeno najemnino. Jaz menim, da bistveno za šole vožnje se to ne bo podražilo, se pa malenko spremeni za kandidate, ki pač morajo tudi svoj del najema tega poligona plačati, to pa do sedaj nismo imeli. Tako da za kandidata bo to kar nekoliko večji strošek, jaz upam pa, da se ta strošek ne bo tudi ne povečeval za šole vožnje. Investitor nam je še zatrdil, da bo tudi v času gradnje poligona bližnji Kramerski sejem obratoval nemoteno. Projekt je namreč zastavljen tako, da se dejavnosti ne boste ovirali. Po razširitvi poligon ne bo namenjen le šolam vožnje, ampak tudi posameznikom, ki bi želeli osvežiti svoje znanje.